Ime tedna. Ime tedna na Valu 202 je Edo Terglav, selektor slovenske hokejske reprezentance, ki si je na svetovnem prvenstvu v Stockholmu s pomlajeno ekipo šele po 20 letih in tretjič v zgodovini zagotovila obstanek v elitni diviziji. Dober dan, Edo Terglav. Dobar dan. Kam smo vas poklicali? Sem glik v avto, sem na poti na Finsko, kjer sem s svojim sinovi šel bosta šla na probo za eno ekipo na Finskem, tako da sem šel z njima, da tudi jaz malo videl, kako oni delajo, pa da malo kakšno stvar tudi prenesem nazaj v svoj klub. V očetovski ali menedžerski vlogi? Ko bi rekel, kar oboje, no. Več očetovske, no. Za mene je tudi sezona zdaj konc, sam menedžerski pa tudi, gremo takole v te države, ki so bolj razvite, kot Slovenija ali pa tam, kar nekaj jaz delam, no, tako da je tudi biti v stiku s temi ljudmi, pa videti, pa delajo, tudi lahko se kaj naučimo, pa kaj prenesemo nazaj. Ja, vi ste zdaj sicer doma, bom rekel, v Franciji, ne? Tam tudi vaša oba sinova igrata v Grenoblu? Ja, oba dva, ta drugi pa tretji igrata v Grenoblu, ta prvi pa igra, starejši pa igra za drugo ekipo Grenobla, ki je 50 km preč. Zanima me še to, kje ste si ogledali zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva, ste bili do konca na prvenstvu, ste na televiziji spremljali? Bil sem doma v Franciji. No. Samo še to vprašanje povezano z zadnjim dejanjem, presenečeni, ne vem, pričakovali tak razplet? Tako bi rekel, niti ne, no. So me tudi Američani zelo presenetili, ker noben od njih ni pričakoval nič. Zelo mlada ekipa, veliko je bilo teh fantov, ki nimajo še teh izkušenj sam. Smo pa videli z tekme v tekmo, ekipa je rasla, dobre stvari so delali, res te zmage, ki so naredili do konca, ki so jih prinesli ta uspeh. Niso bile tekme, ki bi rekel, da so kakšno tekmo ukradili, so res zaslužili na končno. Mislim, da je 92 letih, da mi je to prvič uspelo, da so zmagali na 100 prvenstvo. Kot omenjate, Danska se je na minulem prvenstvu uvrstila v polfinale, končala kot četrta. Avstrijci so se prebili med najboljših 8. Latvija denimo je pred leti osvojila 3. mesto na svetovnem prvenstvu. Vam ti pretekli uspehi, uspešnost drugih, ne nujno največjih in najbogatejših hokejskih držav služijo kot motivacija, morda po drugi strani bolj kot opomnik, kaj vse bi bilo treba pri nas še spremeniti, da bi se lahko primerjali vsaj s tem klubom, s tem naborom reprezentanc držav? Ja, mislim, spremeniti v Sloveniji, tle rabimo veliko več dvoran, da bomo imeli teh igralcev veliko več, da boš pa lahko naredil, da bo ta zbor širši, da si lahko močnejši, tle se vse začne. Kar se tiče pa rezultata, tako, mislim, da se v teh reprezentantov se lahko malo kaj naučili, kako so oni ta turnir vodili, to je 7 tekem v 10 dneh. Zelo težko je, so trenutki, ki nisi ta prav in veliko stvari se lahko naredi, lahko zelo dober na začetku turnirja, pa ti kakšna tekme uide, pa je proti koncu si slabši. Mi smo pa zbrali bolj stvar drugačno, da smo hoteli biti tekmo boljši od začetka in res biti najboljši na koncu in to je bilo pa res, nam je to uspelo. Selektor Edo Terglav, ko omenjate to, kako se lotevati posamičnih tekem, nekateri nasprotniki so, kot rečeno, hokejske velesile z urejenimi razmerami, izjemno velikim bazenom igralcev in ti nasprotniki so bolj kot nepremagljivi. Kako se lotevate takšnih tekem? Si lahko privoščite igro na čim nižji poraz ali pa nahranjanje moči za naslednjo, morda bolj odločilno tekmo? Za nas je bilo letos pomembno, da te mladi fantje, ki so bili prvi zraven, da izkušnje dobijo proti tem ekipam, da vidijo, kaj je ta top nivo, ko so fantje na tem nivoju, ko se obnašajo izven ledu na ledu. Kar se tiče pa kot ekipa, mislim, rezultat sigurno smo pazili, da ne bi bil kakšen katastrofalen rezultat, kaj eno je tudi fantje, mlada ekipa,
kakšen tak rezultat jih lahko tudi za naprej, mentalno ni dober. Sam smo pa pazili na to, pa smo se veliko pogovarjali skozi te tekme, da ni treba, da namo gledali nazaj, treba gledati naprej, da naredimo hiter ta reset, da kar se naredi, da probamo največ pozitivnih stvari tega vzeti. In res so fantje dobro delovali, bili so zelo confident, nobena stvar jih ni rekel, da bi jih slabo voljo spravila, tudi so bili ti slabši rezultati. Tako da smo videli, da je bilo zelo pozitiven po vsaki tekmi. No. Tudi če so bili, rečemo proti Finski, zelo slab rezultat, drug dan po tekmi bilo že vse v redu, že drug dan, že nov dan, gremo naprej in tako je ekipa delovala, tekmi v tekmo pa zrasla na koncu na turnirje. Edo Trglav ime tedna na valu 202, 7 hokejistov je bilo prvič del članskega svetovnega prvenstva, za več kot ducat članov je bilo to prvo prvenstvo skupine A. Priznam kot laik, ko sem spremljal tako mimo grede to prvenstvo, sem se na koncu malo začudil nad tem horonskim veseljem, ko je ekipa ostala v skupini A, potem pa dojel, da je pravzaprav to izjemen uspeh, sploh glede na vse to, kar sem tudi zdaj povedal, na mlade hokejiste. Dojemate tudi vi ta uspeh kot zares izjemnega? Ja, mislim, veliko let se že pogovarja o tega, gremo nazaj v A grupo, ostanek, pa smo probali ta obstanek, da se nismo se od tega nikoli pogovarjali. Ne. In so pa fantje vedeli, da kva pomeni obstati v tej grupi, to je bilo zdaj že 20 let nazaj zadnjič. Bilo je tudi nekaj starejših fantov, ki so kle v bližini na olimpijskih igrah že dali vse te prvenstva skozi, sami pa niso pa še obstali noter in to je bil en velik cilj. In res na koncu, ta zadnja tekma, tudi sam se nisem mogel, sem upal, moramo, da bo tekma čim bolj, da bomo čim bliz ko tekmo, pa upati na kakšen presenečenje. Sam so pa res fanti to zadnjo tekmo odigrali tako, ker si vsak trener že želel in res vsaka jim čas, pa na koncu, da so se veselili, kakor da je bila naša, kot da je bili mi s tom prvak. Res je bil en tak poseben feeling, ker za majhno državo, pa kamo toliko malo, isto je bil to ena zmaga za vse. A potem ste kaj podoživeli tudi svoje obdobje, pred 20 leti ste bili tudi vi del tiste ekipe, ki je si priigrala obstanek? Ja, veliko smo se pa po tega pogovarjali. Tudi je bilo nekaj, Dejan Kontrec, ki je tudi zdaj eden šefov te reprezentance, je bil zraven, tudi en majster, ki je še z nami danes, je bil tudi zraven. Tako da veliko smo se od tega pogovarjali, tudi veliko je bilo smeha, kaže so bili takrat časi, pa da je bilo lepo, Mislim, da smo toliko časa rabili, da se spet ta dogodek naredi s tako ekipo, ker noben ni nič pričakoval, tako je bilo pa še boljše. To, da nihče praktično ničesar ni pričakoval, je povedal tudi kapetan Robert Sabolič v enem prvih odzivov po obstanku. Vprašanje pa bi bilo naslednje tole. Precej na hitro je prišlo do menjave generacij v hokejski reprezentanci. Izkušnje je zelo težko nadomestiti. Kot trener, selektor ste morali zato v igralcih prepoznati kakovost drugje, ne pri izkušnjah, na kaj ste se osredotočili oziroma drugače. Kakšne so odlike tega hokejskega rodu? Tako bi rekel, priprave, ki smo jih imeli, nismo točno vedeli, kdaj bomo vsi skupaj, ker je bilo Jesenice, je bil final Alpske lige, smo čakali, da bo finale slovenskega prvenstva, nam je bilo to prav na roke nam je šlo, ker smo poklicali fante, ki jih jaz še osebno nisem poznal, mladi fante, ker noben nismo še gotov, če je še 1, 2, 3 leta, da bi na njih računali, in oni so prišli in smo teh nekaj fantov videli in so bili tudi zraven, so presenečali. Zakaj? Ker par mladih letih teh hokejisti so že zreli mentalno, fizično, igrajo v dobrih ligah in na koncu smo naredili smo se odločili, da gremo s param tem fantom, ki sploh nismo vedeli, v kakšno stvar se spuščamo, tudi mi in kot tudi oni, vendar pa se na koncu je prišlo, da je bilo to zelo pozitivno, da se je pokazalo, da so fantje ta pravi, da so že zdaj
naredili en korak naprej, pa da bojo kmalu že oni ta glavni vodja te ekipe. Ta generacija očitno ima svojo kakovost. V čem se ti mladi hokejisti razlikujejo morda od prejšnjih slovenskih ekip? Je drugače morda tudi to in se jim to na tak ali drugačen način pozna, da so šli v tujino relativno zgodaj? Tudi na začetku tega pogovora, denimo, ste omenili, da ste s svojima sinovama zdaj na poti na Finsko. Ja, eno je, siguren, kaj grejo te fante v Sloveniji, pač nimamo te, ko bi rekel, do 13-14 leta se fante dobro razvijajo, pa manjka, ko bi rekel, manjkajo ekipe, močnih ekipe, ni toliko teh močnih tekem, ki bi si jih želel, tako da pa se veliko staršev odloči za tujino. Sam, ker sem pa jaz opazil pri teh fantih, kar rečemo, ker smo bili mi, ker smo prišli na prvič na svetovno prvenstvo, mi smo bili bolj gledalci, smo bolj gledali te zvezde, pa smo, wow, ki ga oni igrajo. Ti mladi pa, to pa za njih ni bilo nič taga, ne. Oni so prišli, stopili na led, upali si igrati, pa to tako, ne vem. To je bila meni gotovo največja ta razlika, je bilo to, da so se oni upali igrati. Na takrat smo bili pa bolj navijači zraven, kakor pa hokejisti. Bi rekli, glede na to, da smo zdaj govorili o vaši generaciji, o zdajšnji, pa o vaših sinovih se pogovarjamo, da smo zlato generacijo že doživeli, jo še bomo ali jo doživljamo pravkar? Mislim, da moramo, ker so naredili fantje zadnjih, ne vem, 10-15 let, 2 olimpijade, tudi svetovna prvenstva, mislim, te fantje so naredili na veliko stvar za ta slovenski hokej. Imamo pa, kar jaz vem, te mladi fanti, ki so bili že, kakšni fanti še prihajajo, mislim, da je ena taka, ko bi rekel, ena ta kor igralcev, ki bo lahko naredila drugačne uspehe, boljše, to bomo še videli, mislim, da je to še prezgodaj govoriti sam. Zdaj pa treba te fantje usmerjati, med sezono jih slediti, kje so, kako trenirajo, kaj delajo, da bojo držali ta ritem, da bojo igrali dosti teh tekem, pa da bojo lahko odigrali, kot treba, ko bojo prišli v reprezentanco. Vsekakor pa lahko rečemo, da čudeže na ledu slovenskega reprezentančnega hokeja smo spremljamo in jih bomo spremljali, da to ne bi bili več čudeži, bi se morali spremeniti pogoji, ne? Ja, to je pa res, to je tega, veliko se od tega pogovarjamo, kje smo hokejisti, kje fante igrajo, pa ne samo zdaj pa članih, tudi rečemo U20, U18, to zelo visokem nivoju, Sam treba je pa zdaj spremeniti malo to mentaliteto, pa ne sam reči, sej dober, ne, moramo iti naprej z drugim državam, če ne, bo pa enkrat lahko prišlo, da bo manj fantov, pa bo pa res šel hokej res v smer, ki si noben ne želi, Zato pa je treba zdaj, mislim, kažejo se rezultati, dobro se dela, zdaj pa treba kakšno dvorano več narediti, da bo več teh vpisov, pa da bo več mladih hokejistov. Ja, vi pa tudi vzdržujete tempo, prav, Edo Terglav je tedna na Valu 202. Hvala za pogovor in ne vem, vi, Edo, ali pa ti, Nejc, ker si navijač, je kakšen hokejski pozdrav? Ne. Srečno. Jaz se predvsem zahvalil vsem navijačem, ki so bili na Švedskem, so bili res neverjeten, tudi ker so bili trenutki slabi, so ostali za fante in tudi dali to energijo na tekem, da smo prišli do tega uspeha. Edo Terglav, hvala za pogovor, čestitke še enkrat za izjemen uspeh in pa srečno na poti. Ja, najlepša hvala tudi vam.